Razstava, ko je rojstvo slikarstva v Mestni galeriji, je sestavljena nekako iz dveh ciklov. Med njima je 10 let, prav se lahko definira kot pregledna razstava. V bistvu je pa en cikel, ki stoji na začetku tega obdobja, pa en cikel, s katerim se zdaj trenutno ukvarjam in teče zadnjih 2 leti in pol recimo. Cikel, ki sem ga delal 2011-2012, nosi ime Nedeljski akvareli in se navezuje na čas, ko smo z družino živeli v Bruslju. 2 leti smo v Bruslju živeli in takrat je bila moja partnerka zaposlena v Bruslju kot diplomatka, uradna diplomatka, in jaz sem imel takrat prvič, sem imel uradni status partner diplomata. Ker običajno partnerji diplomatov, celo bolj pogosto partnerke, spremljajo svoje partnerje tam, recimo delajo kaj doma, prirejajo kakšne večere in ob tem pa mogoče kakšno dejavnost, pečejo, kuhajo ali pa kaj ustvarjajo. No, in ena od teh stvari je neka takšna, recimo temu amaterska umetnost, ki se jo kakšni izmed njih grejo. In meni se je zanimivo, da bi prav neko to pozicijo šel malo raziskovati in sem se lotil enega cikla podob, ki sem jih realiziral v tehniki akvarela, ki je neka tehnika, ki je dosti dostopna, priročna tudi za ljudi, ki običajno nimajo toliko stika ali pa veze z recimo ustvarjanjem, z umetnostjo in tako naprej. No, in jaz sem si tam vzel neko osnovno strukturo, kaj bom počel. Počel bom to, da ne bom dajal nekih eksplicitnih političnih ali podob ali izjav, recimo, ker sem to že pred tem delal, ampak v tem času, sploh kot diplomat oziroma partner diplomata, si tega, sem rekel, da si namerno ne bom privoščil in sem si neko strukturo vzel, da bom upodabljal neke pokrajine, znotraj pokrajin bodo ponavadi kakšni piedestali, spomeniki, na katerih bodo besede, izjave. Izjave pa zelo različne, od neke čisto vsakdanjih, osebnih, kaj se je meni zgodilo. Na eni, ko nam je mleka zmanjkalo, sem napisal mleka ni. Na eni, ko sem se z nekim prijateljem v Slovenijo pogovarjal, je rekel, da ima novo jakno, sem napisal Petko ima novo jakno, recimo na nek piedestal. Skratka, sem se malo igral s tem, tudi igral in nagovarjal vprašanje ali pa se ukvarjal s vprašanjem izjavljanja, kaj nek umetnik v nekem kontekstu, v neki družbi in na neki poziciji izjavljanja lahko izjavlja. In to je zdaj cela serija zelo nekih različnih teh akvarelov. Meni se je zdelo zelo zanimivo, kako se je ta serija tam že končala, recimo, pač itak sem bil omejen na čas, ko smo tam živeli. In na koncu sem to serijo predstavil na nekem takem diplomatskem dogodku. In seveda v tistem dogajanju potem sem bil veleposlanik, ki je pozabil celo omeniti mene kot avtorja, pa sploh ni omenil razstave in tako naprej. In se mi zdelo super, neka taka, totalno je pasal v celotno situacijo. Tako da te akvareli so zdaj zares prvič profesionalno ali pa prvič javno predstavljeni v tej galeriji. Zdaj neka ta odprtost, ki sem jo pri teh akvarelih začel, oziroma ki se mi je tam dogajala, se do neke mere navezuje na ta cikel, ki trenutno poteka, ki je drugi del te razstave, ki se imenuje Podobe, ki prihajajo. Tako sem imenoval tudi razstavo, kjer sem par teh slik že pokazal, to je bilo lani v Ljubljani v galeriji Gallery, zdaj se je pa ta cikel razširil. Mogoče v tem trenutku povem, da je običajno ustvarjam v ciklih, kjer imam nek zelo jasen začeten koncept oziroma razvijen koncept, neko idejo, ki se mi skozi proces dela mogoče razjasni in pol naredim toliko in toliko slik z neko idejo, na neko temo, z nekim problemom, recimo, in pa se ponad to nekako zaključi. Zdaj se mi je po dolgem času zgodilo, prav s tem ciklom, da se mi v bistvu, da ne vidim nekako še konca, kam bo ta cikl prišel. In to me je v bistvu zelo zanimivo, zelo inspirativno tudi zame, da te podobe, ki prihajajo, recimo, da ne presenetijo, da tako rečem sam nekoga, ki vstopi v galerijo, ampak preseneti tudi mene,
ki te podobe delam. Sam naslov podobe, ki prihajajo, se mi zdi, je prišel malo iz tega, kmalu zatem, ko sem jaz te cikle začel, se je začela in vojna v Ukrajini in nekateri drugi konflikti in so nekatere te nasilne podobe, ki sem jih že prej vnašal v te cikle, v te slike, so začele, bi rekel, prihajati tudi v obliki pač medijskih objav na tak drugačen način in se do neke mere malo prekrivati z mojimi slikami. Moram reči, da sem prav zaradi tega takrat celo nehal ene stvari delati, ker se mi je zdelo, da mi je strašno poploščilo ideje, ki sem jih na začetku noter hotel dobiti. No, drugi pomen teh podob, ki prihajajo, pa prav ta, da imam prvič tako nastavljen po dolgem času, da podobe tudi mene dejansko presenečajo, da prihajajo iz nekje, kjer mogoče tudi jaz ne vem čist, od kod sem jih vzel. Kar je močno izhodišče za ta cikel, so risbe, ki sem jih delal od leta nekako 2000, mislim da 2021, ko sem končal z nekimi prejšnjimi deli, sem začel zelo veliko risati. Zelo sproščeno, nisem se kaj zelo obremenjeval, kaj nastaja. In potem mislim, da je bilo to, 20, naslikal 2 slike. In izhodišče je bilo to, da me zanimalo po dolgem času, kako bi neko figuralno kompozicijo naredil in sicer celo neko skupinsko figuralno kompozicijo, ki je, ne vem, če sem jo že dal, pa zelo redko. In sta nastale 2 slike, ena je bila Razbiti in celi pisano skupaj, kot neki pač te internetni mladostniki recimo. In to je bila taka izrazito seksualno nabita skupinska kompozicija. Druga je bila pa zelo nasilna, spet neka skupinska figuralna celota, ampak z nekim strašnim nasiljem vse skupaj prežeto. In to sta bile prve 2 slike, ki sta dejansko tudi mene presenetile, ker tudi nisem dobro čisto vedel, kaj se dogaja, odkot je to prišlo. No in kot rečeno, zelo hitro v tem času, ko sem že te 2 slike naslikal, ko sem se že zmenil naprej za razstavo, se je potem začela vojna v Ukrajini in čeprav so vojne seveda že prej nekako bile, ampak te podobe so nas nekako naenkrat začele blazno zasipati in se je meni zdelo, da v bistvu me zelo omejil tisto, kar sem jaz nekako hotel s temi podobami narediti, kar se mi je odvijalo v slikarstvu recimo. Zato sem mogoče se še bolj, verjetno prav zaradi tega nekako sprostil, tudi imam pač en kup teh blokcev, enega mi je kupila prav partnerka in ima gor Gargantua, je napisan gor na zvezku, sloviti roman od Rabeleja recimo, renesančnega pisca, ki je grotesko, ki je s temi podobami, ki jih je tam opisoval noter, se nekako postavljal v kontekst časa, v katerem je deloval, s katerim je se, bi rekel, postavljal v nasprotje do cerkve, družbe in tako naprej. Skratka, no in blokac, to glih mimogrede, nek tak medklic, no. Ampak blokac je meni dejansko dovoljuje, oziroma sem si sam dovolil, da delam risbe, kjer se popolnoma nič ne bremzam, recimo, Pač ena stvar so te, recimo, od nekih zelo nasilnih podob, tudi seksualnih ali pa raznih, da tako rečem na prvi pogled, ekscesnih do nekih pretiranih, popolnoma neproblematičnih, celo bukoličnih je Martina Vovk v katalog zapisala. Skratka, tam res si ne dam nobenih, bi rekel, omejitev. In ta kopica nekih risb, ki jih nimam pod nekim strašnim nadzorom, mi služi kot neka izhodiščna točka potem pri snovanju slik. Kar se pa tukaj zgodi, tam se pa mora bi rekel, nek jasen moment zgoditi. Ta moment je pa ponovadi prav to, da nekaj preseneti tudi mene, recimo, v procesu nastajanja. Se pravi, jaz naredim neko risbo, zdi se mi zanimiva, mogoče včasih pride z nekega čist ideje, heca ali pa nekega vizualnega obrata, ampak pol se mora še nekaj dodatnega zgoditi, da se mi zdi, da je to lahko pretvorimo v sliko. En od teh primerov je prav ta naslovna slika, ki je tudi v naslovu razstave, na naslovnici kataloga. Rojstvo slikarstva, recimo, je en tak primer, kjer sem imel risbo, ki sem jo delal pač v blok, ena od mnogih risb,
kjer sem narisal idilično podobo raja in namesto Adama in Eve sem narisal Adolfa in Evo. Adolfa Hitlerja, in sem ga postavil pred štafelaj, kjer slika jabolko, recimo, pač kot neko pomembno, ključno točko raja, spoznanja in tako naprej. In kar se mi je tukaj zgodilo, ko sem začel o tem razmišljati, sem začel neke skice delati, kako bi to v barvo spremenil, ali bi neko realistično ozadje naredil, ali bi v kakšno okolje bi ga postavil, sem se spomnil te izjave znane Hitlerjeve, ko je v času tako imenovane Entartete Kunst, umetnikov, ki so jih preganjali, je on rekel, kdor vidi nebo zeleno in slika polja modra, meni se zdi, ga je treba sterilizirati, neka ta njegova izjava. Jaz sem pa začel prav o tem razmišljati, kako če bi jaz to naredil nebo zeleno in polja modra, in čim sem ta fokus premaknil, oziroma ta spekter premaknil, barvni, je naenkrat postal Hitler temnopolt in v bistvu blond, modrook, Kar se je pa še zgodilo pri tem premiku, je pa to, da je tista neka rečica zadaj, potok, ki je bil prej moder, čist, nedolžen, postal pač rdeč. In zdaj ima to seveda lahko marsikaj si noter predstavljamo, recimo neko zgodovino, ki bi bila neka alternativna zgodovina, z alternativnih dejstev sestavljena, recimo, ki bi se odvijala pač mimo teh faktov, ki jih poznamo. In v tej sliki je par teh stvari, ki se mi zdijo ključne potem za razvoj celega tega cikla. Eno je mogoče res zavedanje, da je slika, da je slikarstvo vedno v nekem zelo konkretnem družbenem kontekstu nastaja, družbenem političnem kontekstu, tudi če se na njega neposredno ne odziva ali ga pa ne opisuje, tam znotraj je in ima neko relacijo do tega. Drugo je seveda, da je umeščena v neko zgodovino, celo neko prazgodovino slike, simbolno zgodovino slike in seveda tega, kar pol nek umetnik znotraj tega dela. Se pravi, tukaj neke tri stvari in v tem primeru še ta, ki se mi zdi tudi za to razstavo dosti ključna ali pa za neko umetnost danes, ta neko navezava na neke te alternativne ali neke zgodovine ali pa predvsem na alternativne fakte, alternativna dejstva, recimo. Zdaj, ko smo glih pri tej mitološki zgodovini slikarstva, mogoče omenim tole zaveso, recimo, ker je jasno ta prispodoba slikarstva, kot vemo iz antične zgodovine, tekmovanje Zevksa pa Parazija slikarjev, ki sta tekmovala. Zevks si je narisal grozdje, da so ga ptiči zobali, Parazija pa naslikal zaveso, ki je jo hotel Zevks pač umakniti in je pač s tem seveda Parazij zmagal, ker je premagal oko slikarja, recimo, ampak pač lekcija tukaj je predvsem to, da pri sliki ni važno samo to, kar je pač vidno, ampak tudi tisto, kar je nevidno, kar je zadaj, recimo. In ena od lekcij, ki nam jo tudi seveda Alfred Hitchcock dal v znamenitem prizoru Zaveso, ki je, kot vemo, po nekem grozljivosti ni eksplicitnega nasilja, po recepciji je pa to en najbolj močnih prizorov, recimo, ki jih poznamo. Je pa nosi naslov ta slika Samomori zasede in mislim, da se nanaša, vsaj jaz sem tako razumel, kot nek odnos do modernizma, do teh nekih, recimo, enostavnih geometrijskih oblik, recimo. Te dve slike sta majčkeno mogoče izstopata v tem, bi rekel, nekem all over vzorcu, recimo, pri tem, da je ena se nanaša spet na, kot sem prej omenil, Rabeleja, ta usta, smejoča se usta, recimo, in pač seveda oči na drugi, ki pa lahko za marsikaj, to seveda danes stoji, nek panoptikon, pač recimo, mimogrede, večinoma nekih unih malih figuric nima oči in so vse nekako lahko zbrane tukaj. Risbe, kot sem rekel, nastajajo zelo hitro, zelo spontano, slike pa nastajajo izrazito počasi, izrazito nekem počasnem, ponavljajočem se, skoraj hipnotičnem načinu dela, ker to barvo počasi nalagam na to sliko. In tukaj se mi zdi nek zanimiv dialog se tukaj
odvija, ne? Od neke zelo neposrednosti, bežnosti skoraj, nekega zapisa, do nekega počasne te gradnje barve, ki potem podobo prestavi na nek čist, recimo, nov nivo, ne. Mogoče stavek za zaključek. Zelo se mi zdi zanimivo ena izjava, ki jo je Martina Vovk na otvoritvi povedala in nekako se je ozrla po teh slikah in je zaključila s tem, da so v bistvu na prvi pogled zelo živih, lepih barv, ne, v podtonu so pa izrazito lahko nekako temačne v tematiki, ne. Tako bi jaz najbolj v 3 besedah opisal, da so res temačne slike živih barv, recimo.